današnjega kolesarjenja po trasi varianta in pa seveda slišim pomene naslednje, bi se rada zahvalila vsem kolegom, ki ste se danes udeležili tega kolesarjenja. Barje je prečudovito in nam bi rekla dodatno možnost za preživljanje prostega časa, ne samo kot enodnevni obisk, ampak na Barju lahko preživite kar nekaj dni. O vseh lepotah Barja, pa malo na splošno vršni vršnica, ki je tudi sestavni del vseh trase, namreč varianta teče po ozemlju vseh počin. Mislim, da je vrhnika največja, ne? Tako da Barje pa vrhniko nam se danes predstavlja direktor Premijskega parka Barje, gospod Janez Kastelic in župan vrhnike Daniel Cipjasnik. Bom jaz kar začel povedati. Najprej lep pozdrav, da sem tukaj, nekaj čudovito vremeno. V teh dneh bi se morala izvesti tretja varianta. Nažalost, zaradi situacije izgleda, da se bo do septembra. Jaz osebno sem zelo vesel, da se je ta prireditev pojela. Predvsem sem vesel podpore županov. Brez podpore županov, jaz mislim, da te prireditve vsaj na začetku ne bi bilo še tudi gospodu Nemara, vsem še podajamo. Ljubljansko Barje ima splošno vsega 7 občin. To se pravi Ljubljana, Log, Dragomer, Vrhnika, Brezovica, Borovnica, še kakšno poznamo? Škofljice, to je najbolj važno. In res sem vesel, da se župani vsi zavedajo pomembnosti tega območja. Veliko je 135 kvadratnih kilometrov. Danes Barje, kot ga vidimo, je izključno delo človeških rok. V preteklosti v pomočvirje Marija Terezija, ki je se odločila začela Barje rezervirati za njivčkih in za kmetijstvo. Zato tudi danes kmetijstvo glavno, 85% površine so kmetijske površine. Obdobje šote v 20. stoletju, 19. stoletja je pomenilo, da se je površina Barja znižala za 4 do 6 metrov. Da boste vedeli, to je 100 let dobivanja šote za korivo in podoba Barja se popolnoma spremenila. Danes smo vidimo, to je drugo najbolj preoblikovano. Čisto čov. Zaprav, da je to eno drugo najbolj preoblikovano območje, poleg Stolina Solin. To je čisto antifižno. Je pa seveda območje izredno biodiversitete, ker ekstenzivno kmetijstvo pomeni, da omogoča seveda tudi veliko biodiversiteto. Zdaj zadnji podpise, ko imamo čez 4000 vrst, so ugotovili samo na Barju, se pravi izredna biodiversiteta. Poleg tega je to eno največje... Rastline in živali. Rastline in živali, govorimo o vsem. Potem je to eno največjih poprišč v tem delu Evrope. Tako da je območje že zaradi draženja podnebnih sprememb, zdaj to je to moderno, izredno pomembno, ker mokrišča dražijo, tudi temperaturno in so tudi polnari CO2. Mogoče zdaj, ko malo bi rekel generalno o Ljubljanskem Barju. Naš park je relativno mlad, ustanovljen je bil leta 2008. Trenutno zaposlujemo 13 ljudi. Ko sem začel mandat, so bili 3. Srečo smo imeli, da smo uspešni na vrsto projektih. Zdaj jaz o projektih, če boste želeli, bolj lahko podrobno povem, jaz bi se zdaj preusmeril bolj na pomen Barja kot turistične destinacije. Namreč Barje je na obrobju Ljubljane in je izredno primerno za kolesarjenje. In to je oblika trajnostnega turizma, ki se želimo na Barju.
vrsto projektov se pelje, ki so povezani s tem, da se bo kolesarstvo razvilo. Če začnemo Park Rakova Jelša, poznate, kje se začne, to se pravi, zdaj se načrtuje obnova vodovodnega mostu v Črni vasi, tako da boste iz Rakove Jelše v Ljubljanici prišli direktno v center Maribor. Mislim, da je gradbeno dovoljenje že. Se pravi, čez most se bo dalo iti peš. To bo zdaj za pešce in kolesarje. V Rakovi Jelši je nekaj projekt za Ljuba, to je projekt kohezijske vrede, mislim, da smo 5 milijonov. V tem slednjem imamo 5 ljudi in tam bomo odbili tudi kučno pot. Jaz se tukaj moram res zahvaliti, nismo občini Ljubljana, pa je res podporo. Dobili smo tudi zemljišča njihova, to je brezplačen najem, nekaj smo skupaj, tako da bo zdaj, tam je bilo tisto svetišče, tako da zdaj to vse sanira in to bo tako kot gaj. Je še pravno. Tako da je tudi občina Ljubljana prepoznala to območje kot zelo pomembno. Želimo si tudi, da se vzpostavi prav na to politiko Ljubljana. In potem boste iz tam prišli tudi na ključni koncert. Tako, bo prehod. To so nekje ideje, ki mislim, da bodo različile v enem srednjeročnem obdobju. Seveda se tukaj poslužujemo projekti, sredstva so sredstva EU-ja. To je, kar govorimo o občini Ljubljana. Zdaj, o občini Vrhnika bo povedal več župan, veliko projektov, zelo se razvija v smislu turizma. Mogoče bi omenil tudi, ko se boste postavili na Igu, da bo sprejel župan Iga, tam poteka en literarni projekt, ki je imenuje Nekoli. Da videl boste še stavbo, tam bo informacijski center, podatke na naravni in kulturni dediščini s podatki na okoliščini. Pionira se pridobljenega gradbenega dovoljenja v okviru tega projekta tudi zrak kolišča in situ. To bo med cesto Ig Škofljica, ki boste na levi strani bojo hiške v naravni velikosti, to je zveritev, tako da bo to en velik. Potem je treba omeniti tudi, da se bo sanirala šola Barje, mi rečemo kar Mokarjo, tako kot način imamo, in se planira, da bo tudi park Podružice. Okrog Barja bodo vstopne točke za turistični obisk. Hkrati seveda si želimo tudi prav v območju Bistre, zdaj vi boste šli naprej, čez te ceste kanal, pridete do Ljubljanice. Preko Bistre do Ljubljanice in tam si želimo most, preko da pridete v Belko. To je bo namenjeno izključno, vse te premestitve, o kateri govorim, bodo namenjene izključno pešcem in kolesarjem. Se pravi, da se naredi en mozaik kolesarskih poti za tisti, ki si želijo več. Lahko pelejo 70-90 km, enodnevne izleti in glavno pomembno je seveda, da vzpostavimo prav tako, ker potem načeloma lahko obiskovalci pridejo od centra Ljubljane direktno na Hvala. Želimo si tudi, da se potniški promet prilagodi kolesarjem, da bi lahko tudi kolesa mogoče vzati na avtobus, ker Ljubljansko Barje je relativno veliko. Če želiš enodnevni izlet, že da prideš iz Ljubljane, boš to naredil 20 km, da prideš do destinacije. Tako da mi tudi moram podati zelo dobro, sodelujemo z regionalno razvojno agencijo. Vsi projekti, ki planiramo, ali se planirajo, ali jih gleda občina, ali jih gleda Kalinski park, so načelno sinhronizirani, ko se temu reče. Jemljamo Ljubljansko Barje kot eno veliko občino, ne glede na to, da je posedac. Za ta namen imamo letno srečanje na župani. To spomladansko srečanje je bilo planirano zaradi COVID-a, zdaj ni bilo izvedeno do septembra, kjer se pogovorimo o planih, ker tudi obveščamo o projektih. Velika kolesarska pridobitev bo
izvedba regionalne kolesarske poti okrog Barja, to je regionalni projekt, po katerem bo župan več povedal. In to so potem nekje vstopne točke v Notranji. Problem, ki smo ga zaznali, predvidevali smo, da bo, ampak se je izkazalo, da znati, je seveda, ko govorimo, da v tem času še bile občine zaprte in je bil naval na Barje res, da je rekel, neverjeten in prebivalci so postali nervozni, zlasti kmetje, se veste, to je potem bilo množica ljudi pod travniki, parkiranje in tako naprej. In mi si želimo narediti strategijo usmerjenega obiska, to se pravi, čim več kolesarskih poti, označene kolesarske poti, infrastruktura pomeni parkirišče, pomeni, da kjer se lahko postaviš, da je zadeva veliko usmerjena. Ker treba se zavedati, da Krajinski park Ljubljanske Barje je tudi kmetijsko območje, je gospodarstvo, je urbanizem, je lovstvo, je ribištvo, to se pravi, veliko je akterjev, ki mora biti, bi rekel, en do drugega strpni, ampak vsaj, da se omogočajo vse te dejavnosti. Jaz vem, da bo to mogoče, nismo se relativno vrtali, ampak mi se ne znamo predstavljati uspešnega vodenja brez intenzivnega sodelovanja. Moram samo se še malo pohvaliti, vsako pa hitro nekaj. Če vsi poznate dolino Drage pri Igu, zdaj smo mi dobili kompletno dolino Drage v To je tak biser, ki ga bomo zdaj upravljati. In Maja bi rekel, da moraš da nekaj. Lahko še preganja. Ja, se vem. A veš, ko začnem potem, tako da bom nekaj, kasneje lahko še te vprašam, potem pa gospoda župana prosim, da pove par besed pa o občini. Ja, bom da je že Jana se zelo veliko povedal, bom zelo kratek, najprej dobrodošli na Vrhniki. Trenutno ste še v občini Vrhnika, čez 200 metrov boste v občini Borovnica. Imam tu rekel, da je tak zelo velen biser, slovenski biser, je tale ravno muzej, tehnični muzej Slovenije, ki je v Bistri in predstavlja tehnične dosežke preteklosti Slovenije. In smo zelo ponosni, da je v naši občini. Vrhnika pa nima samo te Bistre, moče športniki, poznate planino, ki je ratala za obnovo tega stolpa in prahoče druga Šmarna gora Ljubljane. In je dejansko obisk že tako velik, da jih probamo iz planine posmenjati postale. Bisere, kot je Strmalan, kot so mogoče Kotnikovi barvi, ki so lepe, tudi naravne dobine Vrhnike in pa imajo zelo velik tak zgodovinsko vrednost. Iz Kotnikovih barjev, če ste jih mogoče že igrali, zdaj mogoče v tej COVID-u spoznali, ker je zelo velik obisk, so ogromni barji, ribniki, zelo lepo narava, ki so pa nastali, dejansko kot se je Ljubljana obnavljala po potresu konca 18. stoletja. 19. stoletja. Imamo še v bistvu tisti največji biser, ki je pa dejansko zdaj mogoče malo zapostavljen. To je Poljubljanica. Tukaj imamo izvir Ljubljanice, preko 7 imen. In je tukaj začne v Močilniku in Retelju v bistvu zadnji del svojega življenja. In v sami Ljubljanici, torej na območju občine Vrhnike, so bili najdeni najbolj pomembni artefakti.